Drage gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Minuli 8. marec smo slišali veliko govoriti o ženskah in njihovem položaju dandanes. Ta pa marsikje žal še zdaleč ni rožnat. O tem, kako dojemajo žensko, za začetek spregovorijo tri umetnice. Iris Anam Kara, Fortuna Lazar in Irena Ocepek. Njihove ilustracije so ob 8. marcu osmislile razstavne izložbe, vitrine v centralni postaji na Koroški cesti v Mariboru. Mogoče vseeno družba preveč poudarja vseeno, da je še vedno ženska objekt in da se premalo zaveda, da ima svojo notranjo moč, ki jo v bistvu lahko izkoristi, pa da je v bistvu včasih več to, da je ženska skrivnostna, kot pa to, da je razkrita in da je v bistvu vse vidno. Kako se to kaže na tvoji ilustraciji konkretno? Po moje tak, da v bistvu je zakrita za tole pahljačo, ki so imeli recimo v Moulin-Rouge, ko je zelo znana, pa s tem, da je v bistvu zakrita na nek način, čeprav je pač izgleda, kot da je na nek način gola, tako da s tem. Gre za žensko podobo, ki je nekako izhajala iz teh vseh modnih revij. Vsa ta ženska podoba je velikokrat zgrešena oziroma sama lepota ženske je drugače interpretirana. In zato sem vzela žensko podobo malce na tak provokativen način, zato lučko v ustih in napisala tole izjavo, da gre samo za lučko in za nič drugega. Ja, jaz sem hotela poudariti žensko, njeno ženstvenost, ker bi rada, da se v bistvu, če že hočemo govoriti o neki ženskosti, enakopravnosti, ne, da bi se v bistvu enakopravnost poudarila s tem, da se sprejema žensko kot enakopravno v svoji ženskosti, ne pa da ženske postanejo moški, zato da smo sprejete kot enakopravne. Ne. Se pravi, če drži lopato v roki, ne, to pomeni, da je sicer delovna ženska, ker ta 8. marec je bil tudi praznik delovnih žensk. Ne. Če je pa delovna ženska, pa še ne pomeni, da mora pač postati moški. Ne. Torej, zaradi tega je poza sama bolj graciozna, bolj ženstvena. Morda je bil še zanimiv podatek, pa še mogoče čisto na kratko o tem. Dejala si pravzaprav, da kruha in vrtnic nekako izvira iz feminističnega gibanja, kaj ne? Oziroma, to so bile prve feministke Francozinje v 20. letih prejšnjega stoletja, ki so v bistvu, ko so ustanovile ta praznik, njihov slogan je bil kruh in vrtnice. Ne. Jaz sem pa potem to malo prepakirala v kruha in vrtnic. Mislim, da nas v bistvu še danes se nekako prihajamo do istih problemov. Nekako nas ne sprejemajo enakopravne kot ženske, ampak samo, če se dejansko prelevimo v moške. Ženska oziroma natančneje ženski pesniški glas pa bo v torišču našega zanimanja tudi v nadaljevanju. V studiu namreč gostimo mariborsko pesnico, med drugim tudi programsko koordinatorko Slovenskih dnevov knjige v Mariboru, Petro Kolmančič. Zakaj je gostja prav ta ženska, pa v nadaljevanju. Petra, torej lepo pozdravljena. Pa
Upam, da pri gledalcih ne bo zamere, če bova kar na ti, kaj ne. In naj se te drznem za začetek vprašati, kako izgleda oziroma je izgledalo tvoje praznovanje 8. marca, če ga sploh praznuješ kot ženska? Torej, zagotovo 8. marec smo dolžne praznovati vse ženske, kot tudi seveda vsi moški. 8. marec razumem kot spomin na vse tiste ženske, ki so danes spregledane in ki so bile spregledane v preteklosti, in pa tudi kot opomin na vse tiste ženske, predvsem ustvarjalke, tudi znanstvenice, ki so v preteklosti dolga leta, in to je bilo še nedavno, bile getoizirane. Da si gostja prav ti, torej dolgujeva še našim gledalcem pojasnilo. In zakaj sem te povabila? Povabila sem te zato, ker je pred kratkim na knjižnih policah dostopna tvoja najnovejša, sveža, še po svežem tisku dišeča pesniška zbirka Plast za plastjo oziroma Past za pastjo, kot lahko tudi beremo naslov, ki je izšla prav na Valentinovo, in to dobri 2 desetletji po izidu tvojega pesniškega prvenca z naslovom Luknja. Kakšna je simbolika v tej valentinovski izdaji? Pravzaprav ni kakšne posebne simbolike. Prej je bila izdaja povezana s tem, da je Valentinov literarni večer pri založbi Pivec bil že nekaj časa dogovorjen, in ker sem na tem literarnem večeru predstavljala tudi novo knjigo, je seveda knjiga morala iziti, in kot je to v navadi, nas roki zmeraj priganjajo in je knjiga izšla prav na dan dogodka, torej na Valentinovo. Ljubezen je seveda zelo eksploatirana zadeva, posebej še v času tega praznika. Zagotovo je pa ljubezen nekaj, kar nas že od nekdaj žene skozi prostor in čas. In menim, da že zaradi možnosti tega izstopa s pomočjo ljubezni, pa tudi seveda s pomočjo umetnosti in poezije, je naše bivanje v tem svetu lažje, je naše življenje lažje in ta svet lažje vzdržimo. Ljubezni se dotikaš tudi ti v svojih pesmih, temu se bova malce kasneje še povrnili. Pa me zdaj zanima, ko sva že omenili Luknjo, torej tvoj pesniški prvenec in Plast za plastjo, je mogoče vleči kakšne vzporednice ali je ta primerjava popolnoma nemogoča? Torej, moje prve pesniške zbirke ob Luknji so bile to še Šus v glavo, Slina in pa Uvod v poželenje. So pravzaprav pesniške zbirke, kjer je zbrana poezija, ki je nastala v mojem srednješolskem času in pa v času študija. Zato gre pri tej moji začetni poeziji za en sam eruptiven, necenzuriran izbruh čustev, doživljanja in misli. Torej, zagotovo so vse teme, s katerimi se ukvarjam tudi danes pri svojem pisanju, že bile napisane, torej prvič napisane že v tej začetni poeziji. Je pa res, da potem, ko neko temo, neko snov želiš osmisliti še enkrat na novo, si je potrebno izmisliti neko novo govorico, ker bi se sicer v svoji poeziji preveč ponavljal, in verjamem, da s to zadnjo pesniško zbirko mi je torej vse te stare teme uspelo napisati na nov način. Pa tudi lirski subjekt se nekako spremeni, tam nekako iz prvoosebnega lirskega subjekta postane drugoosebni. Kje se torej izgubi Petra Kolmončič oziroma kam se skrije v tej pesniški zbirki Plast za plastjo? Bolj kot za nek umik, ki si ga omenila, morda gre za izgon tega vase zagledanega, narcisističnega, vsevednega jaza, za izgon tega jaza in za poskus prisluhniti tistemu drugemu oziroma tisti drugi, ki biva v vsakem izmed nas, poskus prisluhniti ji in ji dati glas, kajti prav tisto drugo v nas je vse prevečkrat poteptano in spregledano zaradi trušča, ki ga pač zganja ta jaz v vsakdanjem življenju. V zadnjem času razumem kot nekakšno plastenje biti, kot nekaj, kar s časom postaja vse večje in kompleksnejše, zaradi tega, ker se naša doživetja, občutja, spomini, prigode z leti nalagajo drugo na drugo, torej plastijo.
Hkrati je pa v tem tudi nekaj protislovnega, torej res je, da smo iz dneva v dan večji in kompleksnejši, hkrati pa, če se izrazim matematično, smo tudi ulomka, se torej iztekamo v tisti nič, ki je na koncu, ker smo pač podvrženi smrti, ki čaka na koncu vsakogar izmed nas. In to je tudi ta past, ki se venomer pojavlja v tej novi pesniški zbirki in ki je tudi v samem naslovu, torej plast za plastjo oziroma past za pastjo. Če ti želiš priti do bistva nekega pojava, moraš vzeti skalpel in secirati tkivo prostora in časa, vse te pojave, ki jih želiš raziskati, ki jim želiš priti do dna, moraš secirati oziroma te plasti odgrinjati. In pri odgrinjanju teh plasti seveda naletiš na pasti, spet smo pri tej temi. Pasti so pa običajno tam, kjer smo neke reči, ki jih v določenem trenutku, s katerimi se v določenem trenutku nismo želeli soočiti in smo jih pometli pod preprogo. Torej, to so tiste pasti, to je tisto divje meso, ki se razraste tam, kjer nismo opravili tega, kar bi bilo treba. Tudi zato verjetno omenjaš metastaze bližine, kaj ne? Tako tudi metastaze bližine je treba s takšnim skalpelom znati izrezati in tudi metastaze misli, ki jih je pa izrezati veliko težje, kot pa tisto, kar je otipljivo. Torej, dobra poezija smisla in pomena ne servira bralcev na pladnju, ampak zahteva od bralca, da si mora smisel in pomen prigarati sam, in takšno poezijo bi si zelo želela pisati tudi sama. Kako se dajemo dol? Tak dan je, ki človeka že od jutra po malem pripravlja na to, kaj ga bo doletelo, ko se zvečeri. Stopiš po diagonali. Tako traja dlje. Stopiš, čeprav ničesar ne veš in nič ne razumeš. Ne zakaj ga vedno znova poiščeš, ne zakaj se ti je to sploh zgodilo. To je to, ti je tistega dne nekaj reklo. Vzemi ali zavrzi, podpri ali opusti. In ti si vzela. In zdaj ne veš, kaj naj s to ljubeznijo. Ker to pač ni nekaj takole za zraven, za razvedrilo. Reči so že zdavnaj pognale korenine in vzpostavile avtonomno cono. Zdaj si te jemlje ona, vsakodnevno. Dajete dol na belih rjuhah beležnic in ekranov, vse lepše, vse bolj nasilno. Tako se pač dajemo dol v režah neobstoječih stvarnosti, majhni in podvrženi smrti in krivdi, najgloblje in elementarno sami vljubim. Tako se dajemo dol le v dveh barvah, črno na belem, ker nas v prsih tiščijo vse te zadržane, strogo nadzorovane besede. Petra, hvala lepa za to, da si z nami podelila košček svoje poezije, delček svoje poezije z najnovejše pesniške zbirke Plast za plastjo, past za pastjo, kakorkoli že razumemo ta naslov. Želim ti veliko prisluškovanja vznoter v tvojo intimo in navzven v puščavo in divjino, kot lepo zapišeš v pesmi isto kot prej, če si drznem izposoditi tvoj vers. Hvala lepa, da si bila naša gostja in da si z nami podelila delček svoje pesniške duše in svojega pesniškega glasu. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi vam. Gostujoči tuji umetniki zmeraj predstavljajo popestritev in prevetritev dogajanja v mestu. V Mariboru je pred časom zaživel projekt Guest Room oziroma soba za goste. Ne gre za turistično obarvan projekt, kot se morda zdi, temveč za umetniška gostovanja tujih umetnikov v mestu ob Dravi. Zadnji z lanskoletnim razpisom izbrani gostujoči umetnik, Japonec Keisuke Oki, je tukaj ustvarjal v mesecu februarju. Mi pa ob njem nekoliko podrobneje predstavljamo tudi sam projekt Soba za goste. You combine experimental music, so electronic music, with traditional Japanese music, if I understand right. So how is this a combination? How do you combine these both? Oh, that's pretty good. That's a good question. But basically, I'm
I usually, when I introduce myself, I call myself the artist and the musician and sometimes designer. And originally, my background is the conceptual art, and also after the computer becomes popular and our technology, I become the electronic art. But then, as an electronic artist, I was pretty interested in the brain. Then I made an artwork called the Brainwave Rider, which used the brainwave. Then I always interested in these kind of things. Then accidentally I found the very old traditional music. Then it's called guqin. Actually, this is not Japanese musical instrument. That's all the Chinese musical instrument. But also we share the kind of same culture, so that also Japanese have been playing the guqin for a long time. In which way human body inspires you? Because body is very interesting thing, because we can interpret the body as a kind of digital thing, like a DNA. It has the kind of very similar to the digital, system. Because all the bodies are made from the code, like a DNA code, and but still, we are analog, So that in my interest is always relate to the time and space and the body, that kind of things. That's my basic subject. Soba za goste Maribor, oziroma Gestre v Maribor, je platforma za umetniške rezidence v Mariboru, ki poteka od leta 2011, se pravi malo pred začetkom Evropske kulturne prestolnice. In doslej smo gostili 29 umetniških rezidenc, v nekaterih je bilo več kot en umetnik udeležen, tako da je bilo vse skupaj 34 umetnikov v teh letih že tukaj. Razpisni pogoji so bili postavljeni v strani 5-članske žirije Sobe za goste in so bili v bistvu vezani na identifikacijo mesta Maribor iz različnih aspektov, od ekonomskega, zgodovinskega, sociološkega in podobno. In so v bistvu na tej osnovi smo želeli spodbuditi avtorje, da so pripravili svoje lastne projekte, s katerimi so potem kandidirali na mednarodne razpise, ki smo jih objavljali. Na kaj je bila torej žirija pri izbiri umetnikov pozorna? Vsekakor na kvaliteto umetniškega dela. To je bil tisti nek prvi skupen dejavnik izbora. Potem zmožnost navezave oziroma znajti se v nekem tujem okolju in potem tukaj izpeljati umetniško delo. Predvsem pa ena želja delovati v drugem okolju, biti odprt tako za vplive, kot hkrati biti zmožen ustvariti to ustvarjalno zanko med umetnikom, med mestom, med ljudmi in tako naprej. Pobudnik Sobe za goste izhaja v bistvu iz Zavoda Pekarna Magdalenske mreže, in sicer v letih, ko je bila prenova kulturnega centra Pekarna aktualna, smo na nek način snovali program umetniških rezidenc, ki bi omogočal tujim avtorjem prihod v kulturni center Pekarna in koriščenje produkcijskih prostorov, ki so bili predvideni v kontekstu prenove tam. Kasneje je stvar zastala iz različnih razlogov in tako smo začeli v bistvu te umetniške rezidence oziroma avtorje, ki so bili izbrani na osnovi razpisov, umeščati v inštitucije in v kulturno sceno v mestu. Rezidenčni programi mest so en standard, brez katerega urbanega mesta danes v Evropi ali pa širše v svetu ni. Tudi manjša mesta, kraji si prizadevajo, da ustanovijo rezidenčne programe za umetnike iz drugih prostorov, ker vedo, da je to tista osnova, iz katere izhaja pretok znanja, pretok vednosti, umetnosti in tako naprej. Reference za samega umetnika
je seveda tudi delo, ki ga tukaj proizvede. Moja prizadevanja za rezidenčni program segajo zdaj že nekje 10 let, odkar aktivno delujem v Mariboru, ker se mi zdi, tako kot sem rekla na začetku, to ena izmed osnovnih standardov umetnosti sploh, če ga gledamo z lokalnega prostora. In že takrat, pred leti, ko še Nasko dvorec ni bil prenovljen, se nam je takrat za Majo Beranič zdelo to idealna priložnost rezidenčnega prostora in to predvsem zaradi lokacije, ki je centralna, zapuščena, kot so vsa središča mest zapuščena in predstavljajo neko zanimivo platformo za umetnika in za ljudi, ki tukaj živijo in delujejo. Snujemo pa seveda že nov razpis, ki bo objavljen v kratkem in bo na nek način začel s vzpostavitvijo bivalnih ateljejev, ki so na voljo tukaj v Veterinjskem dvoru, kjer je soba za goste dobila prostore za nadaljnja 3 leta. Ker pa je tudi domače več kot odlično, se poslavljamo z izjemnim mariborskim džezistom Samom Šalamonom. Njegovo trio zasedbo smo na pustni torek ujeli v Narodnem domu. Vabljeni, da spremljate oddajo tudi prek Facebooka in YouTubea. Kreativnih dni vam želim do prihodnjega torka, ko pa z vami v oddaji Glasnik kolegica Karmen Podlesnik-Markič. Nasvidenje.